Pozdravljeni, danes vam bomo pokazali, kako pripravimo substrat za setev in pikiranje. Z nami je Tomaž Čufar, pozdravljeni. Dober dan. Že praktično z setvijo za sadike pričnemo že v mesecu januarju, nadaljujemo v februarju, marcu in tako naprej. Tomaž, zagotovo je substrat za setev in pikiranje treba pripraviti tako, da zadržuje vodo, hkrati pa je tudi zračen. Imam prav? Tako je, tako. Ločimo sicer dve vrste substratov. Za zelenjadnice so substrati bolj na bazi črne šote. Ti načeloma prodajamo v profi embalaži. Tukaj vidimo ta črna šota, ki je primerna za to. Naj se doda manjši delež bele šote in potem včasih perlit ali krmenov pesek. Za vrtičkarje naredimo substrat, ki je primeren za zelenjadnice, za enoletnice, lahko za potikanje raznih teh balkonskih rastlin, za presejevanje, za pikiranje malih rastlin. In pomembno je, da je pH teh setvenih razmnoževalnih substratov je nižji, je bolj tam pod 6, dočim pri saditvenih je 6,2 do 6,5. Imamo fino belo šoto, kokosovo šoto, dodajamo perlit zato, da enakomerno razporedi vlago v samem substratu in hkrati nudi dosti zraka, se pravi ni stoječe vode, da ne pride prehitro do padevice, in dodamo nekaj začetnega gnojila. Tako da, ja, pa v tej mešanci, ki imamo tukaj, to so linija karbohumov, je v bistvu na bazi biooglja, dodamo tudi biooglje, humus deževnikov in fini zeolit. To pa zaradi tega, da z sadiko nesemo v vrt vsaj tisti minimalen volumen teh najboljših dodatkov, ki jih lahko rastlina potem skozi sezono izkorišča. Če kar začneva. Najbolje kar pripraviva. Začela bova, če se ne motim, je to bela šota. Tako, fina bela šota. Te damo več kot polovica, kokosovo šoto damo zaradi tudi nižjega pH-ja in dobrega zadrževanja vode. Perlit tudi, ne? Tako, perlita gre 20% na končno. Se pravi, kakšne 2 pesti recimo za to posodo. No in tukaj pa ta mešanca tega humusa deževnikov, biooglja in finega zeolita. Humus deževnikov nam tla oživi, tako. To je dokaj pomembno pri začetni rasti, da najprej ima seme zalogo hranil, ko pa začnejo koreninice bolj delati, pa dosti pomembno, da ni substrat preveč mrtev, da se res rastline zdravo in hitro, vigorozno razrastejo. Se pravi, podobno kot ljudje na začetku jemo malo manj, potem malo več, seveda pa hranil ne sme biti preveč. Kako poskrbite za hranila? Hranila so pri setvenih substratih samo pol grama na liter, če vzame, je to nekje toliko. To je začetno gnojilo, ki ima več fosforja, ponavadi je 52 ali 50%, to so posebne oblike fosfornih gnojil, ki delujejo en mesec. Vsak sejanček, potaknjenec ali pikiranec rabi visoko dozo, tudi do 3-4krat več fosforja kot potem v nadaljni rasti. Fosfor pa je pomemben za? Za razvoj korenin v tej fazi. Kasneje pa za razvoj, za nastavek cvetov in za razvoj plodov, kasneje pa kalij v razmerju z dušikom za kompaktne, zdrave rastline, zdrave plodove, seveda skupaj s kalcijem, odvisno kakšne zemljine vrase. Tukaj je zdaj prvenstveno pomembno, da imamo kisel substrat, zračen, da vseeno okoli zadržuje dosti vlage in da imamo hranila z več fosforja. Ta substrat zgleda zdaj res bolj takarjev v svetu, ampak to je kar substrat, ki je primeren za večino setev, pikiranj in potikanj. Če pa govorimo res samo o zelenjadnicah, je pa to lahko črnošotni substrat, ampak mora biti res kvaliteten, ker če uporabljamo madžarske črne šote, so preveč zasoljene, preveč zadržujejo vodo, ker niso dosti premrznjene, tako da načeloma ali uporabljamo visokogorske ali severnonemške črne šote. Tako, če povzamemo, tako kot avto, tudi substrat mora biti iz kakovostnih substanc. Vsi tisti, ki posegate mogoče na hitro, po tistih nizkocenovnih, vas včasih lahko preseneti padevica, ki praktično uniči vaš trud za pridobivanje novih rastlin oziroma sadik. Po drugi strani sajenje v dobre substrate zagotavlja tudi kasneje dobro osnovo za kvalitetne sadike. Tomaž Čufar, hvala za pogovor. Dragi poslušalci, vas pa vabim, da enostavno posežete po kakovostnih substratih, kot je humko setveni substrat.